Dober dan, moje ime je Dušan Rutar. Drugo zgodbo iz serije zgodb s skupnim naslovom Nevidnost hendikepa pričenjam takole. Nekega dne se oglasi pri meni mlada oseba, ki sicer v svojem življenju uporablja invalidski voziček, in me prosi, da bi se pogovarjala, dobro pogovarjala o nekem vprašanju, s katerim se vedno znova srečuje, o vprašanju, ki ga izziva, o vprašanju, za katerega se zdi, da nima nobenega odgovora. Začneva se pogovarjati, pogovarjava se dolgo in v nekem trenutku se ponudi priložnost, da spregovoriva o tem, kar sledi. Najprej pa seveda že obljubljena dobra knjiga. To je pripoved o premiku v načinu razumevanja človeškega telesa in hendikepa. To je renesančni premik. Premik, ki nam omogoča izjemno zanimivo in produktivno razmišljanje o tem, kar zmore človeško telo, in o tem, kako se lahko produktivno vedemo do tega, kar zmore. Berem še eno knjigo, o kateri sem tudi že spregovoril, in za današnjo zgodbo je zelo pomembna, pravzaprav ima v njej ključno vlogo. O tej knjigi, ki jo začenjam brati, bom več povedal v naslednji zgodbi. Sedaj pa to, kar se je ponudilo kot posebna priložnost, ko se s to mlado osebo pogovarjava o vprašanjih, ki jo tarejo. Vprašanja so namreč tale: zakaj se je to, kar se je zgodilo ravno meni? Zakaj moram ravno jaz imeti cerebralno paralizo? Zakaj moram uporabljati invalidski voziček? Zakaj nikoli ne bo drugače? Zakaj nikoli ne bom mogel hoditi? In tako dalje. Zdi se, da so to vprašanja brez odgovora, ali pa so vprašanja, za katere se ravno tako zdi, da je odgovor nanje brutalno preprost. Obstaja še tretja možnost, in sicer, ko se soočamo s takimi vprašanji, ko se srečujemo z njimi, in prej ali slej se vsak človek kot smrtno bitje sreča z njimi, se pravzaprav ponudi neka nova priložnost za zastavljanje vprašanja in za pogovarjanje o njem, kaj pravzaprav sploh pomeni biti človek. Kaj vse pomeni biti človek. Leta 1708 se javnosti nek človek predstavi takole. Zase reče, da je monstruozno bitje, da je pošastno bitje brez nog in rok. To je njegov stavek. To je ta mož. Rodil se je v Nemčiji leta 1674, njegovo ime je Matthias Buchinger, in v določenem trenutku je postal tako znan, da se ga je prijel vzdevek najslavnejši živeči Nemec. Mož je bil v resnici brez rok, ali skoraj brez rok, bil je brez nog, vendar je bil
4-krat poročen, s 4 ženami, je imel 14 otrok, bil je izvrsten v kaligrafiji, igral je pol ducata inštrumentov, med njimi tudi trobento in flavto. Bil je izjemen natanko v načinu odgovarjanja na vprašanje, kaj vse pomeni biti človek. In seveda s svojim delovanjem utelešal to, kar se dogaja ljudem vedno znova. In sicer, da so bolj ali manj spontano prepričani, da so ti, za katere velja, da so nenormalni, okvarjeni, moteni, defektni, pohabljeni in tako dalje, posebni čudaki, vendar je v resnici ravno nasprotno. S svojim delovanjem, s svojim razmišljanjem, s svojim vedenjem v resnici izzivajo vse, ki bi radi, da bi bila človekova identiteta jasno določena, strogo zamejena, da bi vedeli, kdo je kdo. Vendar zastopanje hendikepa še bolj kot druge oblike človekovega delovanja vsakomur jasno sporočajo. Kdor bo dovolj dolgo živel, se bo prej ali slej, že zato, ker je smrtno bitje, soočil s hendikepom. Tako ali drugače ga bo utelesil, kajti pred smrtjo je pogosto umiranje, je upadanje telesnih, duševnih, duhovnih zmogljivosti. Torej je hendikep nekaj, kar čaka čisto vsakega človeka. Torej ni res, da velja samo za tako imenovane ranljive družbene skupine. V tej zgodbi, ki jo pripovedujem danes, je čisto vsak človek ranljiv in se prej ali slej sooči s hendikepom. Drugi del zgodbe uteleša ženska. To je Teresa de Cartagena. Rodila se je leta 1425, ne vemo čisto natančno, kdaj je umrla. Ko je bila stara približno 30 let, je popolnoma oglušela. Bila je nuna, živela je v samostanu in naredila je nekaj, zaradi česar je postala zelo upravičena, seveda, del zgodovine. Tudi sama se je soočala z vprašanji, s katerimi se sooča mlada oseba z začetka te pripovedi, namreč, zakaj se je to zgodilo ravno meni? Kje so razlogi, kaj sem naredila narobe, da sem oglušela? Teresa razmišlja o teh vprašanjih v tišini svoje samostanske sobice in končno pride do izjemno dobrega vprašanja in še boljšega odgovora. Kaj pa, če ima pri vsem tem kakšno vlogo Bog? Vse skupaj se dogaja okoli leta 1450. In odgovor na to vprašanje je na zaslonu. Ja, Bog mi je tako omogočil, da ne slišim hrupa vsakdanjega življenja, da me ne moti pri mojem razmišljanju, kaj vse pomeni biti človek. Nadaljevanje prihodnjič.